Pozdravljeni, z vami sem Minka. Danes bomo govorili o tem, kako telesu pomagati pri tem, da se počuti bolj mirnega. Ker ta občutek varnosti ni samo, da mi potrebujemo občutek varnosti, ampak ga potrebuje tudi naše telo. In če čutite, da ste v nenehnem stresu ali pa da imate tako, da vam razbija srce, pomeni, da je nekaj v vašem življenju, kar vam povzroča kronični stres. In če ne začnete pri fizični ravni, se pravi, če prvo telesu ne date občutek varnosti, ga vi niti na čustveni ravni ne morete občutiti. Zato, ker pač naše telo je odziv na vse skupaj in ko naše telo ne občuti občutek varnosti, začne shranjevati. Kopiči se maščoba na trebuhu, ne morete se umiriti, ne morete zaspati, potite se, bolj se potite, občutek imate, da morate ali bežati, ali pa da se morate boriti. Se pravi, prav ta občutek boj ali beg je ves čas prisoten v vaših celicah, v vašem telesu. Dajmo danes pogledati, kaj morate narediti oziroma kaj je pametno narediti, da bo podprlo vaše telo občutilo več varnosti. Kje začnemo? Pri hrani. Aj prav, to je najbolj enostavno. Zato, ker če razumemo, da mi smo najprej tehnični, ne bomo začenjali tam gor meditirati. Začnimo pri teh osnovnih potrebah našega telesa. Dajmo pogledati, kaj je osnovna potreba našega telesa. Ja, naše telo potrebuje vsakih nekaj ur hrano. In če izpuščate obroke, se zgodi, da vaše telo avtomatično pade v odziv shranjevanja, zato ker ne ve. Mogoče ste zadnji obrok pojedli včeraj za kosilo in sploh ne ve, kdaj bo naslednji obrok. Se pravi, vaše telo na celični ravni ne ve, mogoče ste v dahavu. In avtomatično začne shranjevati, začne kopičiti v sebi noter za slabe čase. Sploh pa, če imate mogoče mantro, da morate shranjevati za slabe čase, sigurno tudi vaše telo začne shranjevati za slabe čase. In to pomeni, da ne morete shujšati. Zato, ker vse, kar pojeste, telo enostavno naloži za slabe čase. No in zdaj sploh ti redni obroki. To je prva stvar, ki je zelo pomembna. Jejte na 2,5 uri do 3 ure. Nekaj malega. In vedno pri vsakem obroku, zdaj pa to je že druga točka, pomislite, kje so tukaj beljakovine. Pač to je ključno. Ne vem, jaz zdaj razmišljam, zadnji moj obrok je bila malca, jedla sem vložene olive z mandlji. Se pravi, oliva je zelenjava, oziroma pač raste na drevesu, ampak vseeno spada med zelenjavo, med vložene zadeve. In zraven olive, oreščki so, pač kakorkoli oreščki vsebujejo beljakovine in to je krasen vmesni obrok. In pojedla sem jih tako za eno pošteno skodelico. Recimo, druga stvar, ki je pomembna, se pravi tukaj pri hrani, a sem dobila dovolj beljakovin. Če ne dobite dovolj beljakovin, se začne dogajati, da zvečer ne morete spati, ker v beljakovinah se nahajajo B-vitamini. B-vitamin deluje na umirjanje našega živčnega sistema. Poleg tega, če ne dobite dovolj beljakovin iz rastlinskih virov, kot so recimo oreščki dobite, se pravi, poleg beljakovin dobite tudi magnezij. Magnezij deluje na to, da se lažje umirite, da ste lažje, da vam srce ne nabija, da ste pač umirjeni. In naslednja stvar, kar potrebuje naše telo, je, da dobimo dovolj dobrih maščob. In tukaj res, veste, da ponavadi ne kažem, ampak se nekaj danes vam želim pokazati. Dajte si vzeti omega 3 kapsule zvečer, se pravi 1000 mg omega 3 zvečer pred spanjem. Dajte si zvečer pred spanjem vzeti 1000 mg C-vitamina, 3 tabletke C-vitamina. Dajte si zvečer vzeti 3 kalcijeve tablete, zaradi tega, da dobi vaše telo kalcij, magnezij in D3 vitamin. In na ta način, to ni glih 1000 mg kalcija, ampak je v bistvu okrog 500 mg kalcija, kakorkoli nekaj kalcija dobimo tudi s hrano. In na ta način pride do tega, da dobite 1000 mg omege, 1000 mg C-vitamina in 1000 mg kalcija, s tem, da potrebujete tudi 500 mg magnezija. To je neka taka osnova za naše telo, da se lažje spravi v ravnovesje. Kam zdaj to postavim semle?
In poleg tega, kar je pomembno, dajte zvečer, sploh zvečer, zaključiti dan z beljakovinami. Zdaj, kaj so beljakovine? Beljakovine so ribe, meso, ampak verjetno zvečer ne boste šli peči ribe. Lahko zvečer pojeste 2 žlici skute, lahko popijete 2 deci sirotke, lahko si naredite nenazadnje šejk, šejk ima pa noter tudi kalij, ki deluje na odvajanje vode iz telesa. In naslednja stvar, kar je pomembna pri našem telesu, da občuti obilje hranil, ker mi zdaj želimo telesu dati obilje hranil, da neha šparati za slabe čase, da začne sproščati odvečne tekočine iz našega telesa ven, da začne sproščati uskladiščeno maščobo. Pomembno je, da dan začnemo z vlakninami in še najboljše, da zjutraj začnete dan, zmiksate, zmeljete, pa če dam v blender noter, zeleno in enostavno ta sok popijete, lahko kar vse skupaj ali pa predsedite in najprej popijete sok, potem pa ta gosti del popijete, pojeste zraven zajtrka. Pač, dajte probati na ta način. Še eno stvar. Na splošno se ljudje bojimo soli, ker je pač tako, sol povzroča visok krvni tlak. Ravno nasprotno je. Sol je tista, ki razstruplja. Sol, natrij je osnovni mineral izmed vseh mineralov. Brez soli ni vezave kalija, brez soli ni razstrupljanja, brez soli, tako kot so rekli stari ljudje nekoč, nima soli v možganih. Zakaj? Ker je natrij ključen mineral, da sploh karkoli pride v možgane. In zdaj vsa ta propaganda proti soli, verjemite mi, ni ta prava. Ni ta prava. Osnovni mineral je sol in zdaj polet, ko se potimo, potrebujemo bolj slane jedi. Pijte zeleno, ki ima že sama v sebi noter pač natrij. Tudi kalij in na ta način dobite razmerje kalij pa natrij in to deluje na to, da enostavno vaše telo neha shranjevati odvečno maščobo, da neha shranjevati odvečno vodo in da se počutite res dobro. Poskusite na ta način, boste videli, kako bo vaše telo začelo naenkrat sodelovati z vami. No, zdaj to je prva pa druga zadeva. Se pravi, telo potrebuje redne obroke, telo potrebuje hranilne snovi. Naslednja stvar, telo potrebuje rutino glede spanja. In če nimate rutine glede spanja, se začne dogajati, da vaše telo enostavno občuti stres. Zdaj pa kaj to pomeni? Rutina glede spanja. Telo je navajeno na nek ritem. Če hodite načeloma spat ob 11, ob 10, dajte se tega držati. Če vstajate, če ste jutranji tip ob 5, dajte se tega držati. Ravno nasprotno, ravno tako ne nasprotno je. Če ste navajeni, da hodite spat ob polnoči in da zjutraj vstajate nekje ob 7 uri, dajte telesu ritem spanja. Ritem spanja je ključen za naše dobro počutje in sploh tisti, ki ne morete zvečer spati. Dajte poskrbeti za magnezij pred spanjem. Dajte poskrbeti za omega-3 pred spanjem, zaradi tega, da vaše telo lahko začne tvoriti melatonin. Melatonin je spalni hormon. Dajte zvečer telesu beljakovine, ker na podlagi beljakovin tvori hormone spanja. Pač to je ključno pomembno za večerjo. In sploh tisti, ki ne jeste večerje, verjemite mi, vaše telo je že zaradi tega v stresu. Vem, zdaj vas že slišim, ker rečete, ja, pa moderne diete, pa izpuščati večerjo in tako naprej. Ja, ni treba veliko pojesti. Lahko si narežete samo mocarelo pa paradižnik, pa bo zadost. Lahko si pripravite, ne vem, samo skuto date noter, lanena semena zmleta, zalijete z jogurtom, dodate mogoče, če ne morete spati, žličko medu in boste videli, da boste spali kot dojenček. Poskusite, naše telo potrebuje obilje hranil. No, in naslednja taka rutina glede našega telesa, da občuti varnost, je to, da svoje telo vsak dan peljemo na sprehod. Da svojemu telesu damo gibanje. Recimo, moj jutranji ritual je povezan s tem, da zjutraj delam tibetanske vaje,
Nekateri delate jogo zjutraj, nekateri hodite zjutraj na sprehode. Verjemite mi, pa najslabše gibanje je zjutraj samo iz postelje do štedilnika, kava, pa se usedeš. To poskusite nadomestiti to gibanje z majčkeno več gibanja. In boste videli, kako vaše telo kar naenkrat začne sodelovati. Zgoden sprehod, zdaj morje, ne nazadnje, skok o morje. Če ste ob morju, je to krasno, ker enostavno lahko greste plavati zjutraj. Ampak pozor, pri gibanju pomeni zmernost, ne težkih naporov, ne tisto, ko greste preko mej. Zmerno gibanje pomeni, da vašemu telesu dajete vse to, kar potrebuje. Zdaj, seveda, jaz sem zdaj čisto navdušena nad električnim kolesom. Zdaj pa zakaj? Tukaj po Krasu je čez drn in strm, tako gor pa dol, pa gor pa dol. Z mojim cestnim kolesom je dejansko bilo sploh po tej kolesarski poti naporno, ker je kar precej gor pa dol. In v glavnem, zdaj imam električno kolo in se pripravljam, da bom imela pač kamero, da vam posnamem to, koliko je to dober. In seveda si pomagam z elektriko, da ne umiram zraven, ker sploh to gorsko kolesarjenje za nas dame ni primerno. Razen, če imate baterijo. In če imate baterijo, pač električno kolo, vi enostavno vklopite pomoč baterije. Se še vedno gonite. Ni da goni namesto vas, ampak majčkeno pomoči, da ne umrete zraven. Ker naporno gibanje dejansko ni primerno za nas dame. Ker to pomeni, da mi takrat proizvajamo več stresnega hormona, predvsem se nam ženski hormoni izklapljajo, proizvajamo testosteron in namesto, da bi izgledale boljš, dobimo trebušno maščobo. Pač tega verjetno ne rabimo. In naslednja taka rutina, ki jo naše telo potrebuje, da občuti več varnosti, je pa povezana z druženjem, s socialnimi stiki oziroma s tem, kaj nas osrečuje. Zdaj, če ste družabni človek, pomeni, da potrebujete družbo, da ste radi v družbi in ko ste obkroženi z družbo, se počutite dobro. Če ste samotar, dajte sebi teh nekaj minut samote. Pač dajte si to, kar vi potrebujete za svojo dušo. Ker boste videli, ko naše telo občuti več varnosti, zginejo podočnjaki, to je prva zadeva. Zdaj, a veste, zakaj nastanejo podočnjaki? Podočnjaki so povezani z nadledvičnimi žlezami. Nadledvične žleze sproščajo stresni hormoni, to se odraža pač pri podočnjakih. In če gledate sebe, da ste celi zabuhli, mogoče vam telo shranjuje vodo, je problem gluten, mogoče imate kronični stres in poslušate non-stop nekaj, kar vam tako močno gre na živce, da povzroča kronični stres in s tem odziv telesa. Se pravi, to ni nekaj, kar vam povzroča varnost. Ko vam mama govori, kaj bi mogla, to ne povečuje občutka varnosti, ampak občutek ogroženosti. Ko vam pač pomislite, kateri odnos vam povzroča občutek varnosti. In tisto, ko pogruntate, pač družite se več s temi ljudmi. In če pridete do zaključka, da vam načeloma odnosi ne predstavljajo občutek varnosti, ne vem, družite se z živalmi, pejte v gozd, objemite drevo, pejte k vodi. Dajte si dovoliti nekaj minut, da občutite varnost. To je zelo pomembno. Pač naše telo, če ne občuti varnost, enostavno začne shranjevati vodo, maščobo, redimo se in potem imamo občutek, da vse gre v napačno smer. No tako, to sem danes vam želela deliti. Tako da, še to. Na vitamine je zdajle podražitev, bomo imeli avgusta, 15. avgusta, to je prva zadeva. In druga zadeva, koda za popust, 10% popust, je zdravje. No, to je to. Tukaj sem še to dvoje hotela pokazati. Acidofilus za vse tiste, ki imate slabo prebavo. Se vzame zvečer, ena pred spanjem in vpliva na to, da vaše telo dobi zdrave probiotične bakterije. In fiber, to pa jaz vzamem vsako jutro na tešče s kozarcem vode, v katerega dam žličko kisa. In ta kombinacija skupaj je zakon za dobro prebavo.
Tako da dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.com, boste pa od spodaj imeli tudi povezavo do moje spletne strani. To je to. Zdaj pa gremo na karte za tole dušico. Stvarstvo, kaj ji sporočaš, kaj je tisto, kar je prav, da ozavesti, da ve, kaj je tisto, kar ta trenutek potrebuje za boljše, za več miru, da boš lažje občutila varnost. Da vidimo. Ti že vse veš. Ti že vse veš. Vse v tebi je modrost. Čas je, da postajaš nekako notranja ljubimka sama sebi. Da vzljubiš sebe. Čas je, da zaupaš, da te življenje nese tja, kjer je zate najbolje, in predvsem čas je za zdravljenje tvoje notranje luči. Čas je, da se pozdraviš od znotraj in vse to bo prineslo ogromen uspeh. Dejansko si že na poti, samo zaupaj, da tvoja duša te vodi točno tja, kjer je zate res pomembno. Svoboda, pogumnost, se odločaj za sebe, zaupaj Božji hitrosti, vse se ureja v najvišje dobro vseh. Dvakrat je prišla beseda zaupanje, tako da očitno želiš imeti nadzor. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v tvojo korist, vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne moreš izsiliti. Vse je tako, kot je prav, bodi mirna. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljuj, da pride v tvoje življenje to, kar ti je namenjeno. Bodi umirjena, ker tvoja nestrpnost samo zavira proces. In naslednje sporočilo je svoboda. Osvobajaš se starih spon, prepričanj, odnosov in vzorcev, ki te zadržujejo v nezadovoljstvu. Bodi mirna. Neskončnemu v tebi vse uspeva. Tvojemu življenju vladata božanski red in mir. Tvojega duha prežema božanska ljubezen. Na vseh področjih te vodi božanska inteligenca. In nova energija. Nove ideje prihajajo kot sporočila in prebliski. Pred teboj je novo obdobje. No, a si slišala? Pred teboj je novo obdobje, zdaj pa samo zaupaj, da bo to novo obdobje prišlo. Sedaj se prepusti toku življenja. Zaupaj, da se bo vse uredilo. In si rec, jaz, ustavi svoje ime, sem več kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. No in dajmo zdaj še tole sporočilo pogledati za tole dušico, ki se uči ljubezni do sebe, ki predeluje karmične lekcije, kaj je tisto, kar ji sporočate. Mogoče je konec nekega obdobja, kjer si bila osamljena kot puščavnik, mogoče si imela občutek, da si pozabljena od sveta. Prihaja hitra sprememba, zato ker ko si bila puščavnik, v ravnovesje vzela vse elemente. In zdaj je konec tega obdobja, pred tabo se kažejo nove poti. In te nove poti so povezane s tem, da ti lahko slediš starim vzorcem, ali pa rečeš, v redu je, nekaj sem predelala, pustimo. In mogoče slediš tudi temu, kar te straši. Tam pa še nisem bila, se bom skrila. Dovolj je bilo tega. Ja, modrost tvoje duše se kaže, pogumno naprej, prihajajo nove ideje glede denarja, nova strast v tvoje življenje, pač novo poglavje in ja, tvoja srčna želja je uslišana. Tvoja srčna želja je uslišana. Tako da v glavnem, to, kar si želiš, je tukaj, je v prihodu, ampak res je, da očitno se dogaja še nekaj zdravljenja. In to zdravljenje je namenjeno, da postaneš nov človek, novo bitje, brez stare prtljage boš videla. V tvojem življenju se bo vse spremenilo in uredilo. Tako da, to je to. Uživaj, lepe dni, poletje na višku svoje moči, kar je super.
Uživaj in se vidimo kmalu v naslednjem videu.